Časi prezajebani. Mi smo Manifest in poslušamo Radioaktivno. V radiju se nikamor ne mudi. Dnevi, ki pripadali so nam, so zbledeli v barvah vse krvi. Dali bomo vse od sebe, verjeli bomo v svoj zločin. V očih sodnikov smo premladi, da bi ustvarili svoj režim. Ne damo vam mladosti, ne damo vam deklet, ne damo vam naših noči. Ne bomo ujetniki vaše norosti, ker to smo mi. Namesto ljubavnih poetov širimo upora žar. Nič več obljub, še manj sonetov, uničili so življenja čar. Pačelizem po vseh štirih, v glave klonil pa se bo. Pojejo mi stare pesmi, ki ne spominjajo na dom. Ne damo vam mladosti, ne damo vam deklet, ne damo vam naših noči. Ne bomo ujetniki vaše norosti, ker to smo mi. Časi prezajebani za šlagre, v radiju se nikamor ne mudi. Nič več skrbi za vse balade, ker novi slogan se glasi: ne damo vam mladosti, ne damo vam deklet, ne damo vam naših noči. Ne bomo ujetniki vaše norosti, ker to smo mi. Ker to smo mi. Ker to smo mi. Ne damo vam mladosti, so nam peli Manifest, Gaber, Lovro in Dementej pa so z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Zdravo. Dobar dan. Ali res ne date mladosti? Ja, v bistvu niti slučajno, ne. To je ena stvar, ki je res ne damo in od kjer ne odstopamo. Se pravi, to je neka taka končna pozicija, mogoče še skoraj malo radikalna, ampak ja, ko pride pač do poseganja konkretno v našo svobodo, v našo mladost, mislim, da je čas, da počasi rečemo tudi mi, mladi, določenim stvarem ne. Ampak v zadnjem času imam občutek, da so vam mladost kar ukradli. Ja, mogoče z zadnjimi časi je to res dokaj bolj razvidno, ne? Ampak jaz mislim, da so ti zadnji časi zgolj taka platforma, no, znotraj kjer se v bistvu se pomanjkljivosti, ki so bile že pravzaprav prej prisotne, tudi na nek način bolj kažejo, no. So pa to praktično stvari, ki so vse prisotne in imam občutek, da so bodisi bolj potlačene v boljših časih načeloma, pa mislim, da bomo počasi mogli prevzeti stvari tudi mi v svoje roke in da ne glede na oblast in ne glede na situacijo v svetu so se zdaj pač s to korono in vsem skup stvari sam rahlo odkrile, no, pa postale bolj očitne. Ste tričlanska zasedba, če se mogoče na kratko predstavite, sedaj ste skupaj vsi trije člani. Ja, sedaj smo tu Gaber Bobek, ki je naš glavni vokalist pa kitarist, njegov brat Lovro, ki je na basu drma in jaz kao posvojeni brat Dementej na bobnih.
To je neka zdajšnja zasedba, ja. Ste pravi rockerji? To je pa verjetno na drugih, da sodijo, no. Boste mogli vprašati poslušalce ali pa priti na kak koncert. Čeprav je slišati poleg roka še kar nekaj drugih primesi, vse te skladbah, ki jih imam tukaj pred sabo in jih lahko poslušam. Ja, v bistvu vsi trije imamo nek svoj okus za glasbo, poleg tistega roka, ki nas dejansko združuje. Ne vem, da Bobnar je zelo kar težek metalc, midva z bratom, torej vokalistom, smo tudi veliko lirikalnih nekih velikanov v bistvu posvojiva njihove prvine, recimo, ne vem, Tom Waits, Leonard Cohen, potem vse skupaj nas pa združuje najbolj po mojem Rage Against the Machine, ki pač trgajo gate. To je to. Po domače rečeno. Ste Manifest, ste že spisali svoj manifest ali šele ga pričenjate pisati? Manifest kot v bistvu ena izmed skladb na prvem albumu je že napisan, ampak manifest skušamo mogoče spisati skozi pisanje pač vseh, se pravi komadov, skozi vse parametre naše glasbe. Tako da recimo, da je to naš manifest. Vsaka skladba je potem svoj manifest. Nekaj takega bi lahko rekli, no. Upamo na več albumov, na neko delovanje v prihodnosti, da se lahko vidi dejansko neka progresija skozi naše življenje, pa da iz tega nastane nekaj res močnega pa dodelanega. Kot pa je slišati, pa ste v besedilih precej kritični. Naša besedila so v bistvu bolj kot ne neko ogledalo družbi, čeprav mogoče je to že rahlo tak zlorabljen skoraj izraz, ne. Sploh v današnjih časih, čeprav smo še vseeno mnenja, ne, da je pač potrebno stvari delati z nekim zdravim razumom in mogoče prek te racionalnosti ravno skušamo predstaviti pač to ogledalo vsak dan, ki ga pač mi kot trije tinejdžeri pravzaprav doživljamo, no, iz dneva v dan. In to se verjetno najbolj odraža v naših besedilih. Ogledalo bo potrebno verjetno tudi kar dobro počistiti, kajti vse slabše se vidi. Ja, se strinjamo, ja. Absolutno. In nas veseli, da še kjera radijska postaja mogoče deli to mnenje z nami. Še eno vašo bomo zavrteli, to ste naslovili aktualno Neo Janez. Ja, mogoče malo provokativno, ampak v bistvu mi smo ugotovili, da skoraj vsak Slovenc ima zagotovo vsaj enega Janeza za soseda, tako da mislim, da če se kjeri Janez specifično v tem najde, ne bo s tem nič narobe, no, če malo prisluhne besedilu. Pa tudi Janez ima svoj video. Tudi ima svoj video, Janez, tako. Video je mogoče ravno ta repriza slovenske podalpske sage, ki se iz dneva v dan nadaljuje v vedno večjo mizerno, kaj bi temu rekel, lahko že človek pravzaprav. Tocen, ja. Prej ste omenili, da en album že imate za sabo, je v pripravi druge? Ja, načeloma je plan tak, da bi ga to leto na jesen nekje tam izdali, ampak drugače pa snemati bomo začeli, nekaj je že posneto, nekaj še bo, ampak ja, malo bolj dodelano, vse skupaj pa prvi, pa tudi boljš posneto in tako dalje. Tako. Boljši studio, boljši producent je pa definitivno nekje proti koncu tega leta, začetku naslednjega v planu pač izdaja tega drugega albuma. Absolutno. Bomo pa za konec tega pogovora še vašega Janeza spustili tudi v eter za vse Janeze te dežele, zato Gaber, Lovro in Dementej, beseda je vaša, da pesem pospremite na pot. Najlepša hvala za povabilo, Ja. Res zelo se zahvaljujemo, upamo, da se še kdaj slišimo. Ostanite, kar ste, pa ne se bati biti kritični na momente, če imate še Pubeca kaj za dodati. Neč, to je to po Kar v mojem. redu, Gaber povedal. Super. Res najlepša hvala še enkrat. Kdo zameri nam veselje, kdo sosedu gre v zede, kdo nas biče voli v panju, rdeče zvezdi vidi klanje, kdo na represijo drka z nalogi pred vrati trka, kdo z Madžari na obali rad odhaja na safari, kdo zabira nam državo, promovira lažno spravo, kdo je v gozdu z domobranci, kdo je zgubil bitko škanci, komu mantra je orožje, koga matra domotože, kdo je siva nas poriva, ko da jebe nas smo diva. Alter ego, psihopata, trdno delo in lopata, tole kleno je slovensko, kurac moj za glavi brata, za vsakega volivca ena puška in golica, slabo plačani na uro, zmasakrirajo kulturo, zjebejo vse študente, družboslovne delikvente, ki pač nimajo ambicij, hrepenijo po pravici, sociala je obstala na prepadu kapitala, barva kože je kriterij, del Janez ideala.
vsakega lenuha, naj pomankanje bo kruha. Odzemimo mu še vode, da svobode si ne skuha. Vzgojimo, kar se rabi, človek sebe naj pozabi. Rodnost naj bo v razcvetu, ko v krasnem novem svetu. Diktatura naj rastura, izpod mehov čim več dura. Osvojimo še Hrvaško s koalicijo, Madžarsko obri naj krojijo hlače in določajo nam plače. Recesija naj ostaja, da bo bolj poslušna raja. Mi smo Manifest in za dobro muziko poslušate Radioaktivno.